Crowdsourcing je vrsta aktivnosti, ki povezuje anonimno množico ljudi, ki se prostovoljno vključi v reševanje nekega izziva, s čimer združimo pester nabor znanja, izkušenj, talentov in idej ter dosežemo dolgoročno korist za celotno skupnost. V ospredju je torej ideja, da lahko kolektivna inteligenca doseže več kot individualna. Fenomen, ki največkrat poteka preko spleta, v slovenskem jeziku opisujemo z besednimi zvezami: množično zunanje izvajanje, moč oziroma znanje množic, množicenje in podobno. Najbolj znani primeri crowdsourcinga so Wikipedia, iStockphoto, Linux in Threadless. We're talking about self-selected group of people, basically anybody who wants to participate online. And oftentimes participation is anonymous, so we don't know who is there and who is not there. And so that's why crowdsourcing, it's like a pretty radical concept in terms of when we use it in democratic processes. Ti z množice poskušaš potegniti en ekstrakt inovativnega, dobrega, uporabnega znanja. Crowdsourcing, we often use it in early stage. Like let's say there's a law reform that's going to be happening. So a ministry or the parliament could then crowdsource information from the crowd for that policy reform process so that there would be more information and knowledge when that law is being reformed. But then the members of the parliament would still decide about that law at the end, just like they do right now. So that's why crowdsourcing, it is new, it's different, and it's enabled by the new technologies, the new communication technologies that makes it ever more easier for anybody to have access online. In Finland, we did this process where we used crowdsourcing in reforming the law of off-road traffic. So one of the questions we had for the crowd was that help us figure out how could we increase safety in off-road traffic. And there were hundreds of ideas about the topic. Če se je 10 let nazaj govorili, da zdaj bo šlo pa vse samo na virtualno in da se bo noro stvari dogajali na virtualni in da bomo imeli ne vem kaj, virtualne pisarne in vse to, se mi zdi, da so bile mogoče te predikcije v narobno smer. Se mi zdi, da je v bistvu ta virtualnost ali pa ta družbeni medij še posebej podstat ali pa osnova za to, da se v realnem prostoru lahko stvari dogajajo boljše. When you open up a law reform process online or any policy making process online, what happens is that those people who participate there online, they start talking about that issue. Let's say, for instance, safety in off-road traffic. So they exchange arguments, they exchange ideas, and they start to understand each other's perspectives better in certain cases. So that type of deliberation is important to democracy, because democracy shouldn't be just about voting once every 4 years, but it should be about we as citizens discussing issues that are important to us and discussing policies that regulate our lives. UC Crowd, University Companies Crowdsourcing, je mednarodni projekt, katerega namen je vzpostaviti most med gospodarstvom in visokošolskimi izobraževalnimi institucijami. Glavni rezultat projekta, v katerega je vključenih 13 evropskih partnerjev, med katerimi je tudi Slovenski inštitut za razvojne in strateške analize, je inovativna Challenge Academy platforma, ki povezuje akademike, študente, podjetja in nevladne organizacije. Gre za neke inovativne ideje, gre za neke izpeljave v praksi, ki se zataknejo, a ne? In tako lahko potem podjetniki ali pa pač ti, ki na te ovire naletijo, postavijo na platformo tako zvani izziv in lahko tudi naslovijo se na skupine akademikov, na te univerze, ki so že na platformi, na raziskovalne inštitute. Crowdsourcing projekt je že prva možnost, da bi se študentje povezali kot iskanje študijske prakse v času študija preko te platforme z kakšnimi podjetji. Poznamo več tipov crowdsourcinga, od množičnega glasovanja oziroma crowdvotinga in mikrodela do najbolj znanega crowdfundinga oziroma množičnega financiranja. Obstaja že preko 1000 crowdfunding platform. Najbolj znani sta ameriški Indiegogo in Kickstarter, preko katerega je samo v letu 2014 3,3 milijone ljudi z vsega sveta zastavilo več kot $500 milijarde in s tem omogočilo razvoj več kot 22 tisočim kreativnim projektom.
Uspeh kampanje je odvisen od marketinških prijemov, mnogi pa opozarjajo, da je uporabna vrednost projektov velikokrat sekundarnega pomena. Ne glede na to, v kateri fazi je, ali je v bistvu že tik pred tem, da v bistvu zažene proizvodno, ali tik pred tem, da postavi neko platformo, ustvari neko storitev, produkt, ali ima v bistvu samo idejo, se lahko prijavi, jo lahko predstavi in pač preko tega kanala išče neke potencialne interesente, ki bi ga pri njegovem projektu podprl. Ključen problem, ki ga imajo ljudje delujoči na polju kreativnih industrij, pa da nimajo v bistvu kapitala za financiranje svojih projektov. Ne? In če pogledamo tako, banke absolutno ne dajo mladim podjetnikom kredite, investitorski kapital je pa v Sloveniji predvsem usmerjen na te visokotehnološka podjetja. Zato je bilo treba iskati tretjo možnost, ne? In to je bil pa pač crowdfunding. Množično financiranje pač omogoča, dejansko je to neko testiranje produkta na trgu, ne, še predno je v bistvu gre v izvedbo. Moraš biti ti tisti prvi entuzijast, ki se mu ena ideja toliko dopade, da ne glede na to, ali jo bojo izpeljali, ne glede na to, ali jo bojo zaključili, dali na trg, v bistvu daš tistih nekih 20, 30, 100, 200, 500, $2, kolikor pač želiš, kolikor se ti pač ideja dopade in na ta način podpreš to idejo. V zameno pa v bistvu ne pričakuješ ničesar. To je tista prava filozofija podpornika. Ko smo pač raziskovali nekaj časa to polje, smo začeli delati pač izobraževanje pa delavnice za ljudi, ki so hoteli začeti delati projekte. In smo v bistvu tesno, čez Slovenija crowdfunding, spravili kar nekaj par projektov, tako da smo videli, kako se sploh te kampanje v praksi obnašajo. In zdaj se mi zdi tako, da je že kar nekaj nivojev na tem. Zdaj se mi zdi tako, da je v bistvu crowdfunding v Sloveniji ratal zelo popularen. Ogromno enih raziskav je bilo narejenih in je vedno pač ta korelacija crowdfunding in internetiziranost države. Ne vem, Estonija ima internet povsod, Slovenija pač je kot je in pač je vedno ta povezava, več crowdfundinga je tam katerekoli oblike, kjer je pač več interneta in več ljudi, ki uporabljajo računalnik. Druga zadeva je pa, da itak Slovenija pač zaostaja za nekim tem trendom množičnega financiranja. Nismo niti navajeni še plačevati prek interneta, ampak tudi zakonodajno, karkoli se pač dogaja, nihče nič ne ve in tudi ne dobimo nobenih odgovorov. Večina teh kampanj, ki izide iz tukaj, je zelo uspešnih, a ne? Ampak to je zaradi tega, ker se mi zdi tukaj, da je eno tako močno zaledje pač strokovnjakov z področja marketinga. Raziskava crowdfundinga v Sloveniji do letošnjega leta je pokazala, da je, mislim, da 45 projektov bilo na crowdfundingu in dejansko vsi projekti skupaj so do zdaj zbrali 1,8 milijona. Kar nekaj ljudi iz Poligona, iz pač cele skupnosti, je pa delali tudi na projektu množičnega financiranja takrat za Radio študenta, ne, to kampanjo. Kaj pa zanimiva ta, ne, da pa delno bil crowdfunding prek spleta, delno je bil pa offline, ne. Množičnega zbiranja sredstev se je leta 2013 lotil tudi Zavod Radio študent. Odmevna akcija in peticija Reši RŠ, ki je nastala zaradi reza prihodkov v strani njegove ustanoviteljice, študentske organizacije v Ljubljani, je bila usmerjena v prebroditev finančne krize in opozarjala na potrebo po sistemski preureditvi financiranja. Oni so mediji, oni imajo svoj kanal, a ne, pa so oni v bistvu zbrali prek spleta četrt sredstev in glavnino denarja so oni zbrali na Metelkovi. Zbrali smo takrat 10,000 podpisov, hkrati smo pa skozi donacijsko kampanjo zbrali 41,000 evrov. Lahko nevladne organizacije aktivirajo, ne vem, množice za to, da jim pomagajo, ne vem, pri nekih projektih, ali pa recimo se poslužujejo množičnega financiranja za to, da lažje sfinancirajo. Ampak je osnovni pogoj tega je, da jim boš ti znal to skomunicirati. Primeri so to taki, da pač ljudje sploh ne dokončajo projekta, pa ni to lahko vedno razlog samo to, da bi en hotel, ne vem, prevarati. Tako kot vsako stvar, ki se dogaja na internetu, ne, s tem, ko ti, ne vem, klikneš willback ali neki, pač s tem skleneš pogodbo, ne, da boš ti dal pač nek denar doniral in oni, da ti bojo v tem času to stvar posredovali. Če ne gre za pač golo donacijo, ker pač sam doniraš, ne pričakuješ nič nazaj. Jaz še vedno mislim, da s tem, kaj so koncepti bolj poznani, ne,
je večja možnost, da pride do zlorab, ne. Vse te nove ekonomski koncepti, dokler so v bistvu del skupnosti ali pa del neke alternative, ne, so bolj v bistvu jih res uporabljajo ljudje, ki res verjamejo v neke višje vrednote. Ne, jaz se večkrat hecam, da Kickstarter, ne, postaja za moje pojme naslednji top shop, ne, ker ravno to vidimo, ne, ker gre v bistvu cela zadeva tako mainstream. Zelo malo zasledim, da je bilo pač nekih prevar. Je pa zanimivo, da niso prevare samo strani v bistvu teh, ki prijavljajo projekte, ampak tudi strani tistih, ki dajo podporo. To se nam dogajalo dejansko med kampanjo, da smo, recimo, eni ljudje so dali gor denar in tam zadnje 3 dni so ga pobrali ven. Nam je šlo, ne vem, 2-3 ure v zadnjih 2 dneh tako izginilo čez noč. S temi vsemi projekti industrijskega dizajna se je zelo nekako tako, neka taka mentaliteta ustvarila ali pa neko tako prepričanje, da je Kickstarter za industrijski dizajn projekte ali pa množično financiranje nasploh, da je primeren za projekte industrijskega dizajna. Jaz pa mislim, da pač ravno to, ne, da se v bistvu tukaj tudi v bistvu izkoristi platformo za kulturne, mislim, za take bolj umetniško-kulturne vsebine. Nove ekonomske modele nasplošno je treba v bistvu integrirati v to, ne da jih v bistvu izrabljamo z neko staro logiko, ne vem, kaj bomo šli, ne vem, vse skupaj delati na Kitajske. Novi ekonomski modeli, crowdfunding je samo eden izmed njih, je treba v bistvu tudi čisto novo logiko funkcioniranja vpenjati, ne. In lokalna proizvodnja, jaz mislim, da je to mislim, da je izredno pomemben element. Ti modeli se ful hitro spreminjajo, ne, in zato je tako treba, mislim, po eni strani si učinkovit, pri pomoči skupnosti pa totalno neučinkovit pri prijavljanju na razpise in pri drugih sredstvih, zaradi tega birokratski aparat nima modelov, ki bi sledili na ta način, ne. Sama tehnologija nam ne bo prinesla kvalitete. Kvaliteta mora biti že v nas, v naši skupinskosti, v naši izmenjavi idej, v naši plodnosti. Na evropskem nivoju je že kar nekaj znanja, ni pa v bistvu združeno, ne. In mogoče ravno to dobro, ne. Da v končni fazi se bi lahko v bistvu celostno naredili prav na evropski ravni nek sistem zakonodaje, ki bi ga pa lahko vse države prevzele. Crowdsourcing has actually become like a strong societal force. And the question now going forward is that how do we actually use it then so that we can have the most, like the best societal impact that we could. Jaz mislim, da se bo v bistvu razvil še veliko novih konceptov, novih ekonomij, a ne, ki temeljijo pač na communityju in tako naprej, na skupnostih. Več kot bo tega, prej bo v bistvu, bomo dobivali neke produkte, ki jih družba direktno želi oziroma potrebuje. The vertical transparency is very hard for government because they are not used to reasoning the decisions to the wider public. Tisti, ki so upravljalci pa odločevalci na ravni države, se morajo začeti najprej učiti in spoznavati s temi koncepti, a ne. Oni morajo v bistvu imeti konstanten dialog in oni poslušati v bistvu, na kakšen način se te zadeve rešijo. I hope that crowdsourcing will be used more and more going forward when we tackle world's grand challenges, and NGOs are doing that in their everyday work on the ground already. Vedno verjamem in bom verjela, da je del nevladnega sektorja in civilne družbe pozitiven. In da je tam, rečemo, tisto gojišče, tista topla greda za nove ideje in za timsko delo in za nove tehnologije. Jugoslavija je bila, po mojem, da je ekspert v crowdsourcanju. Saj je treba pa zdaj reči to pač crowdsourcing, a ne, prej si pa rekel, ne, delovna akcija ali kaj. Ne vem, mislim, pač terminologija se spreminja, koncepti pa krožijo. Kljub njegovim prednostim, ki vključujejo nižje stroške, več izbire, hitrejše odzive, uporabnikom prilagojene izdelke, neomejen kreativni potencial ljudi tam zunaj in priložnost za njihov vzpon, pa kritiki opozarjajo tudi na zmanjševanje vrednosti, nekoč cenovno visoko rangiranih storitev, izkoriščanje delovne sile preko interneta, vprašljivo kakovost in učinkovitost ter težave povezane z intelektualno lastnino. S crowdsourcingom se lahko torej lotimo reševanja marsikaterega izziva, ni pa rešitev za vse.